V zadnjem tednu so se poleg prenove studia igrala tudi z novim Honorjevim budget telefonom. Ja, danes imamo tukaj le Honor 600 Lite, čist nov budget telefon iz znamke. A pa je toliko odporen, kot je bil zadnji Magic 8 Lite, to se pravi Honorjev ala budget telefon, ki so ga imeli na tisto januarja. Ja, je zelo odporen, sam ni pa na ravni Magic 8 Lite, ampak nič hudega, ker je močen na drugih področjih. Okay. Ta telefon ima prav tako tudi super baterijo, je prvi telefon v industriji narejen s posebnim procesom izdelave in hkrati podpira tudi kar nekaj AI funkcij. Ta telefon mogoče torej ni tok za fizične delavce, tako da če si fizični delavc, rajš izber Honor Magic 8 Lite. Sam Davor, za koga pa je pa ta telefon? Za nekoga, ki hoče imeti dober, zanesljiv telefon, ampak noče pa za telefon polovice plače zapraviti. Okay. Vse to bo danes skozi video še malo bolj podrobno predelala, tako da dajmo kar začeti. A veš, kolikrat so v zadnjem tednu med testiranjem tega telefona slišala stavke, ko gre naprimer Wow, koliko je hud. Ja, ali pa trditve, da jih spomne na nek drug telefon. In ja, štekava, zakaj bi novi Honor 600 Lite marsikdo odpisal kot klona ali pa dvojnika določenega telefona, Santana napravca pod pokrovom skriva več, kar deluje na prvi pogled. Ravno zato si zasluži malo tvoje pozornosti, tudi zato je to ta prvi telefon, ki ga bo predstavila v prenovljenem studiu pod novim imenom. Najprej nadaljujeva zadnjo misel iz intra in malo bolj specifično poveva, za koga je sploh ta telefon namenjen. Tale 600 Lite je Honorjev budget telefon, kar pomeni, da je namenjen manj zahtevnim uporabnikom, kot so starejši ali pa otroci, ki rabijo ta prvi telefon, primerjen tudi kot za služben telefon za službene namene. Če ta video gledaš kot zahtevnejši uporabnik, najprej ful ti hvala. Vsem ga poglej, ampak vsem ti lahko poveva, da ima Honor zate na voljo prestižnejše telefone iz Honor Magic linije, ki so jih obdelali že januarja. Drži. Če za začetek klasično narediva unboxing. V škatli dobiš današnjo klasiko in čist nič več. Zgor samo napravo, spodaj pa polnilen kabel in orodje za izmet SIM-a, that's it. Žal so proizvajalci polnilce in silikonske ovitke nehali dajati tudi v budget segment, kar je res škoda. K sreči je pa sam telefon tok lep in daje premium feeling že takoj, ko ga primete v roke, kar je zelo presenetljiv za telefon v tem cenovnem rangu, se niti mal ne izpade cenin. Dejansko bi ga lahko celo na prvi pogled zamenjal za primisk. Tule v hiši namreč ni iz plastike, temveč iz mat aluminijastega ogrodja, ki je sicer narejeno s procesom imenovanim vakuumsko kovano enodelno aluminijevo hiše. Wow, to je pa res. Kar dela 600 Lite zelo posebenega, saj gre za prvi tovrstni integrirani proces v industriji. Me prav zanima, kako ta proces gleda, ker se ful zanimiv sliši. Sicer pa ima matirano hrbtišče, kar je super, ker pomeni, da na telefonu, če ga boš slučajno uporabljal brez ovitka, ne boš puščal prznih odtisov, pa še nama ga je bilo lažje snemati zunaj, pri polni sobi, ki ne odseva to. Ker še bolj neverjeten je pa to, koliko je ta telefon lahek. Tehta namreč samo 180 gramov, čeprav ima mamutsko, kar 6520 mAh veliko baterijo. Sam za primerjavo, ta nov S26 Ultra, torej flagship telefon, ima samo 5000 mAh veliko baterijo, kar pomeni, da ga 600 Lite premaga za več kot 1500 mAh. Res bolano dobro. Čist neverjeten je to, kaj kitajski proizvajalci trenutno delajo konkurencu na področju baterije. Po mojih ne poubijajo. K tej lahki teži prispeva tudi to, da je telefon tanek, saj ima samo 7,34 mm debelo hiše, brez glomaznega modula za hrbtne kamere, kar je malodane standard pri sodobnih telefonih, da je večji ta modul. Sicer sva glihkar objavila video o tankih telefonih in se sprašvala, kaj je point pač teh. No, pri tem telefonu lahko pohvalo Honor, da ni šel v ekstreme, ampak do meje zdravega razuma, da uporabniška izkušnja in trajanje baterije ne trpi. Zaradi vsega navedenega je to eden izmed najbolj udobnih fonov za rokovati, kar sva jih do zdaj testirala, ker pač ni prevelik, ni štorat za v roko, zaradi lepih krivin hiša pa se tudi ne zažira v dan, ker je fajn, če boš ful dolg časa scrollal po Reelsih in po TikToku. Zaradi svoje izdelave pa je ta telefon tudi ful trpežen, vsaj po najnem vedenju, edin telefon v svoji klasi, ki ima tako imenovan SGS Premium Performance certifikat za odpornost na padce in pritiske, povrhu vsega pa ima še certifikat IP66 za odpornost na vodo in prah.
600 Lite ima spodoben ekran, velikosti 6,6 inčev, AMOLED 120 Hz osveževanjem, kar pomeni, da pomikanje po telefonu teče zelo gladko in da je uporaba zares smooth. Ampak zares izstopajoči stvari pri tem ekranu sta svetilnost in zatemenjevanje. Svetilnost tega ekrana namreč lahko doseže tudi do 6500 nitov, kar je brutalno. A veste, koliko je to? Večina nekitajskih proizvajalcev, premijcev, lahko nabije svetilnost do 2600 nitov ali pa do 3000 nitov. Sam da boste vedeli, recimo za kontekst. Ja, ta telefon sicer nima nekega posebenega antiodsevnega premaza, kot vidite, ampak če imate telefon s svetilnostjo 6500 nitov, pol verjemite, da ta premaz ni tako nujen za dobro vidljivost na prostem pri polnem soncu. Res ne, kot vidite. Ja, druga dobra stvar pa je, kot je že rekel, da ima ta telefon 3840 Hz PWM zatemnitev, kar domač pomeni, da telefon manj utripa, ko se osvežuje, zaradi česar oči manj trpijo, zlasti zvečer, ko skrolaš v postelji pred spanjem v temnem prostoru in ti ta funkcionalnost zmanjšuje šanso za glavobole in boleče oči. To je pač vrhunsko. Tako visokofrekvenčno PWM zatemnitev zaenkrat več ali manj uporabljajo samo kitajski proizvajalci telefonov, pa še večinoma sam na flagship modelih. Zato sva res srečna, da je Honor tehnologiji dal budget telefon, ker res izboljšuje kvaliteto life za ljudi, ki imajo lahko težave z glavoboli, ki so povezane z uporabo telefona in osveževanjem ekranov, na telefonih pa mogoče tega ne vejo. 600 Lite poganja procesor MediaTek Dimensity 7100 Elite in da ne bova preveč upletala, to ni flagship, kot kaže tudi stresni testi. Narejen je za budget in nižji mid-range cenoven rang, kar pomeni, da je poudarek tega čipa predvsem na tem, da je stabilen za neka vsakdanja opravila, kot je brskanje po netu, gledanje TikTokov, YouTubea, pregledovanje mailov, take stvari. In kar se tiče tega, se telefon čisto solidno odnese. Nimajo kakšnih večjih pripomb. Telefon ima sicer 8 GB RAM, 256 GB notranjega spomina, ker je nekako standardna konfiguracija za ta cenoven razred in se dobro obnese, ni pa nek presežek. Sploh, če boš delal veliko fotk in video, zna biti, da malo hitreje, da bo zmanjkalo spomina, pa boš mogel kakšne druge backupe delati in sproti brisati stvari iz galerije. Pomikanje čez sistemi sicer gladko, kakšnih večjih zatika ni, edin me bi se opazil, da prehodi med appi in stranmi niso tako spolirani, da animacije niso tako čiste in da začetno nalaganje aplikacij na telefonu vzame preveč cajta, pa tudi toplo je, telefon se segreje. Ampak to je za budget telefon nekako pričakovan in v bistvu je čist ok. Povprečen uporabnik, ki ni tako pikolovski kot vidva in kupuje telefon v tem cenovnem rangu, tega načeloma sploh ne bo opazil. Veliko temu pripomore tudi operacijski sistem Magic OS 10, ki je nama eden izmed ljubših Android skinov v zadnjem času. Res je, da sicer mogoče spominja na OS kakšnega drugega brezimenskega sadnega tekmeca, ampak je to stabilen OS, ki ima dosti uporabnih funkcij, človek se hitro znajde na njem in tudi Honor ga iz leta v let bolj polira, kar nama je všeč. O tem OS-u smo veliko govorila tudi v videih pri Magic 8 liniji, tako da če vas zanima, kočite pogledati tiste videe, da boš več vedel. Na 600 Lite sicer lahko igraš tudi igrce. Sam. Lahko jih. Če že, ti ne bi priporočala igranja na najzahtevnejših nastavitvah, ker to ni gaming telefon, se pri bolj grafično zahtevnih igrah lahko začne lagati. Zdaj, dobra stvar tega, da nima ful močnega čipa, je to, da se telefon ne pregreva prehiter, je pa res, da se zna to hitro zgoditi, če boš pušal njegove zmogljivosti s tem, da bi na njem recimo probal igrati igre, kot so Genshin Impact ali pa kaj podoben grafično zahtevenega. Ker smo že pri zahtevnosti. Če si zahteven uporabnik in od baterije veliko pričakuješ, potem ima dobro novico zate. Ta telefon ne bo razočaral, ker fiks drži do enega dneva pa pol kar intenzivne uporabe. Baje pa, da ob pravih pogojih zdrži celo 2 dni, česar ne moramo ne potrditi, ne zanikati, se pa ne bi čudila, ker nama je komod zdržal en cel dan in do večera naslednjega dne, ko ga nisva toliko na hard uporabljala. Kar sva rekla, je škoda edino to, da v škatli ne dobite polnilca, to bi bilo vrhunsko. Žal pa, boš mogel to posebej dokupiti. Sicer pa za lažjo izbiro, če bo kdo kupoval, kupi polnilc z max 45 W, ker Honor 600 Lite podpira hitro polnjenje do te moči. No, in ker smo leta 2026, lahko veš, kaj pride na vrsto zdaj. AI funkcije davo. Torej, nič presenetljivega, da ima tudi 600 Lite AI, ampak sreč nima na tisočnih funkcij AI slopa, ki jih noben žubo zares ne bo uporabljal redno, ampak ima par precej praktičnih. Najbolj važno je to, da ima pri teh integracijo lokalnih jezikov, kar dela Honorja enega izmed redkih proizvajalcev nasploh, ki za AI podpira lokalne jezike v regijah. Tega
skoraj da ne dela noben proizvajalec, večinoma se vsi sam bahajo, koliko imajo AI funkcij, na kar ugotoviš, da jih ti četrt sploh ne podpira slovenskega jezika, kar pomeni, da je vse skupaj dosti brez veze. Kot sva rekla, ima 600 Lite par zelo uporabnih. Recimo to, da telefon lahko deluje kot oseben prevajalnik. To je super. Ali pa da AI pomaga pri transkripciji pogovora v besedilo. Prav tako telefon omogoča samodejno sprotno podnaslavljanje, kar je super, če video nima vdelanih podnapisov in ta telefon te na ta način reši, da zastopite, o čem se zadeve sploh grejo čez manjšim zamikom. Saj slovenščino podpira. Ja, če želiš do AI funkcij hitro dostopati, je Honor to rešil tako, da je omogočil bližnjice na stranski tipki na desni strani spodaj, ki aktivira in upravlja AI. Poleg tega pa omogoča tudi upravljanje kamere, torej podobno kot pri Magic 8 Pro. Vse, kar moraš narediti, je, da za ljudje cajta držiš to tipko in že se odpre Honorjev AI menu oziroma kar nastaviš v nastavitvah. Zdaj, a to spominja na eno stransko tipko, kjer ga drugega proizvajalca, ki je ne reče stranska tipka, ampak nekaj drugega? Ja, so zelo velike podobnosti, ampak če hoče minjati proizvajalca, je ono sigurno zelo dobra alternativa, da bo prehod lahek. No, nama je predvsem važen AI v povezavi z algoritmi za obdelavo fotografij, ki so narejeni s tem telefonom. Honor jih je baje prinesel iz premijske linije Magic na ta telefon in s tem pomaga izboljšati fotografije, ki jih 600 Lite naredi. Mislila, da je to dober tudi segway, da rečemo še kakšno o kamerah na tem telefonu. 600 Lite ima na hrbtu dve. To sta glavna kamera velikosti 108 megapikslov in ultraširokokotna velikosti 5 megapikslov. Telefon ima sicer še tretjo izboklino na hrbtišču, ki ima v sredi napis 108 megapikslov, sam to je pač flash. In je mogoče tam bolj za vizualno podobo drugim telefonom. Ni pa Honor k sreči uturil tretje makrokamere, hvala Bogu, kjer so makrokamere pač največji možen scam. In sva ful vesela, da je na tem telefonu ni. Kakšen pa je deal s temi kamerami? Tako je. Podnevi je glavna kamera dobra, ker dobro uravnoteži barve, zajame podrobnosti in čisto lepo zajame vsakodnevne situacije. Včasih sicer overexpose lahko take šote, ki je ful svetlo, pa kakšni oblaki, sam nasplošno pa je solidna za vsakodnevno uporabo. Z njo boš komod posnel otroke ali pa delal fotke na svojih potovanjih in bi mogel biti z njimi čisto zadovoljen. Za ultraširokokotno kamero pa lahko tudi rečeva, da je podnevi solidna, slika sicer ne zajame toliko detajlov, saj se tukaj pozna, da ima kamera sam 5 megapikslov, ampak je čisto sprejemljivo za karen kosen. Je treba opozoriti, da ob robu lahko včasih malo popač sliko, ampak v glavnem kar ohranja barvno znanost te glavne kamere. Kakor sva rekla, telefonu pomaga tako imenovan Raw Native Domain algoritem iz Magic 8 Proja, ki ful pomaga pri zajemanju tekstur, detajlov in izrab vsak megapiksel iz glavne kamere, pomaga pa tudi pri nočnem zajemanju fotk, ki še zmeraj ostanejo solidne in z dosti detajli. Pri nočnih fotkah ultraširokokotna kamera pričakovano bolj šepa za glavno, bolj izrazite so nepravilnosti, mehčanje fotk in izguba detajlov. Algoritem sicer pomaga, sam ne more pa nadomestiti hardvera, ki je pač pri bolj premijskih telefonih boljši. Zoom na 600 Lite je digitalen, pri glavne kamere gre vse do 10-kratnika. Sam iskreno bi mi priporočila max zoomiranje do 3-kratne povečave. Senzor na tem fonu ni toliko velik. Noter pride manj svetlobe pri res velikem zoomu, kar pomeni, da fotkam, ki imajo več kot 3-kraten zoom, pade ostrina in rezultati res niso tako dobri. Torej, zoom fotke imate lahko, sam zavedite se omejitev. Podobno velja tudi za video, snemaš jih lahko v Full HD do 30 fps, kar se vidi, da je opazno manj kot pri midrange ali pa pri flagship telefonih. Ja, podnevi so posnetki sicer dokaj solidni, barviti, s korektnim dinamičnim razponom, barve so tudi dokaj natančne, ampak spet, morate se zavedati omejitev, ker nočni videi niso tako suvereni, se gre še vsem za pač telefon. Kakor sva rekla, stranska tipka je, če naj vprašate, pač primarno namenjena za kamero. Če enkrat pritisnete, zaženete kamero in fotografirate, če držite dolg pritisk, začnete snimati video in če pač božate stransko tipko, pa lepo zoomirate. Imate torej kot neke vrste bližnjico, je pa na vas, ali boste uporabljali ali pa ne, ampak Honor vam daje to opcijo. Vse to skupaj v paketu s ceno, ki bo verjetno okoli 300 do 400 evrov. Točno še ne veva, vse to snimamo konec marca, ko telefon še ni bil uradno predstavljen v Sloveniji. Vsem to res ni šlo, če mislite, da ima telefon premijsko kvaliteto izdelave, odlično baterijo, super zaslon, glavno kamero velikosti 108 megapikslov in AI, ki je dejansko uporaben tudi za našo regijo.
Honor 600 Lite definitivno zadaja udarce v midrange razred. Tak telefon bi bil še par let nazaj lahko klasičen midrange. Ampak zdaj so pa prišli tako dobri speksi tudi že v budget rank telefonov. What a time to be alive. Ja, res je. Še enkrat, morate se sicer zavedati omejitev pri tem procesorju in kamerah. Ja, sam ti kompromisi niso več taki, kot so bili včasih. In iskreno dobila so veliko komentarjev od ljudi, ki imajo premijski telefon in ga nespecificiranega sadjarskega podjetja iz dežele jabolk, rečemo, ko so videli ta telefon in rekli, ne bi ga dejansko celo imel. In če to ni največji možen kompliment od folka, ker dobro veš, da svojega sadja ne menja, pol ne viva, kaj bi lahko še To je bil. res dober kompliment. Good job, Honor, dobro si naredil domačo nalogo. Domačo nalogo pa so danes naredila tudi midva, s tem, ko so pripeljala tale video do konca in vam dala vse ključne informacije o telefonu, ki jih rabite imeti. Dajte si ga še sami v živo pogledati. To je danes to za naju. Hvala, da ste me ogledali. Upam, da vam je tudi nova postavitev studia všeč. To je to. Kmalu se vidimo. Čau. Čau.